Pozicija dotikanja, tvoje roke so užitek za oba. Eksotika, romantika, temperatura se navija do neba. No popazvim, da imam problem, da rada tebe imaš, da brigate si s tem. Ljubica, neumnica, rošča za te vlaje že utrgana. Hej ti, dodala si me mala v srce. Hej ti, dodala si umazano ime. Dober večer, pozdravim te. Če tu ignoriraš klikanje, je kažari, obim oči, ti zapijam in pa ti kokatim. Se zavim, da imaš problem, ko solze tečejo, dotikat se ne smem. Ko ponoriš, ne dovoliš, dihaš mene, a zapine oživiš. Hej ti, dodala si me mala v srce. Hej ti, dodala si umazano ime. Tresem se, kliče me. Šala je ime, vrne naj, vse kar mi vzela je. Hej ti, dodala si umazano ime. Hej ti, dodala si me mala v srce. Hej ti, dodala si umazano ime. To pa je bilo, ha? Bravo. Takole za uvod. No, v oddaji Dobro jutro, v tako zgodnih urah pa morda še nismo doživeli takile akrobatski rock'n'roll, z nami pa dva tekmovalna para v akrobatskem rock'n'rollu. Najprej sta nastopila Gaja Malovrh in Jaka Južnič, nato pa Evelin Arh in Luka Brulc. Dobro jutro vsem štirim. Dobro jutro. Dobro jutro. In čestitke. Izjemno, res. Takole akrobatiko. Gaja in Jaka, dajmo najprej sam povedati, da vsi vi ste izkušeni tekmovalci in zelo uspešni tekmovalci v akrobatskem rock'n'rollu. S čim se lahko vidva konkretno pohvalita? Mi dva. Bom probal biti hiter. Mi dva skupaj pleševa 6 let pa pol. Že v prvi sezoni so se uvrstila v finale svetovnega pokala. Dvakrat takrat v kategoriji Contact Style, to je ena kategorija nižja od te, ki smo jo zdaj predstavljali. Takrat, to je bilo 2016, 2018 so v tej isti kategoriji zmagala svetovni pokal v skupnem seštevku. Najboljša na svetu tisto leto. Moj bog. Posla pa 2 leti pa pol nazaj prešla v to višjo freestyle kategorijo, kjer sva trenutno drugo rangiran par na svetovnem pokalu v skupnem seštevku. Druga najboljša na svetu? V tem trenutku, ja. Mi jih imamo pa v oddaji Dobro jutro, prosim lepo. Bravo. Sicer pa, kaj pomeni ta freestyle, to smo lahko videli, kaj to točno pomeni za tiste, ki ne poznajo? Razlika med kontakt in freestyle je to, da v freestylu lahko plesalka dela prosto leteče salte. To, kar smo mi da pokazala, oziroma da lahko leti na glavo, prosto navzdol, temu se reče dead the jump, ker je, že ime pove, nevaren, ampak se pravi v kontakt stylu so te elementi prepovedani, mora biti konstantno dotik med plesalko in plesalcem. Gaja, lahko vas vprašam, 6 let pa pol pač že trenirata, sodelujeta, pa vseeno je kaj dvoma, ko vas vrže, če vas bo res prav ujel in zagrabil, tako kot je treba? Mislim, jaz vem, da me bo ujel, to sem 100%. Je pa, ko se učiš te nove elemente, je včasih kaj strahu prisotnega, ne? Zaradi tega, ker še vsem letiš nekam, ker nisi 100%, da bo prav. Ampak veliko treninga je za vami, ne? Ja, definitivno. Vsak dan po 2 uri. Vsak dan? Tako, ja. Ti veš, da te bo ujel, Jaka pa nič izvihara, ne? Upam, da je. Seveda je. Evelin in Luka, pojmo še malo k vama. Imata pa eno tako zanimivo razliko v letih med sabo, ne? Luka, ti si zelo izkušen plesalec akrobatskega rock'n'rolla. Ja, mislim, jaz sem v bistvu najstarejši v naši skupini, oziroma pač mislim, da je to v Sloveniji trenutno aktiven še. Je pa tako, da v bistvu jaz sem šel v srednjo šolo, ko se je Evelin rodila, no tako. To je ta razlika. Štima, pa sej pri teh letih ni to zdaj nič narobe, če rečemo, da ima Luka 32 let, Evelin pa tik pred 19. Tik pred 19. Kdaj boš imela? 19. oktober. Kmalu. Štima. Povejte mi nekaj,
Tukaj, fantje, zagotovo morate delati konkretno tudi na fizični moči. Tukaj ni za frkancije, tukaj mišice so nujno potrebne, a ne? Ja, mislim, kakšen fitness pade kdaj pa kdaj, no tako. Mislim, je fajn, da pade, no tako. Ja, boš, da fitness pade, kakor da plesavka pade. To pa res, ja. Ja, mislim, enostavno je pomembno tisti del, ki ga narediš pač izven sezone in takrat se v bistvu za nas že začne in pol pač nadgrajuješ skupaj z rutino, no tako, akrobaciji to. In tudi vidva z Evelim se lahko pohvalita z zelo dobrimi, izjemnimi uspehi? Ja, skupno smo v bistvu prejšnji mesec bila prvič v finalu v isti kategoriji, sva osvojila 5. mesto. Evelin je pa drugač v bistvu svetovna prvakinja v starejših mladincih z enim drugim plesalcem. Jaz pa sem v bistvu v preteklosti bil v bistvu isto z drugo plesalko, že tudi drugi na svetovni lestvici. Wow, torej Slovenija plesno je vedno bila močna, ampak očitno v akrobatskem rock'n'rollu smo nesporna velesila, če tako rečemo, ne? Na svetovnem. Ja, dejansko bi lahko tako rekli, ja. Na svetovnem plesnem podiju. In čestitke vsem, pa veliko uspehov čaka vas v kratkem svetovno prvenstvo, ali kako je, ne? V Lyonu. Kaj se to zgodi? Evelin, povej ti. V Lyonu svetovno prvenstvo, vsi 4 bomo plesali, tako da boste spremljali lahko z nami. Držimo pesti. V kakšnih kategorijah imate potem več zvrsti plesa ali samo na eno koreografijo stavite? V naši kategoriji oziroma v vseh članskih kategorijah imamo 2 programa. Akrobatski program se pleše vse do finala, v finalu pa dodamo še drug program, se pravi plešemo 2 posebej, talni program, ki ni akrobacij, pa akrobacije. In kaj najbolj šteje? Pri akrobacijah verjetno, da je plesalka čim več v zraku, pri talnih pa kaj? Koliko kikov je? Koliko kikov, da so prav izvedeni, da so elementi zanimivi. Lahko. Da so elementi prav izvedeni. Pri akrobacijah pa seveda, da je plesalka čim više, da prav naredi akrobacijo, da se hitro obrne, lepo pristane. To je pomembno. Ja, potem pa čim več poletov in dobrih kikov želim, ne, Boštjan? Ja, veliko uspehov, pa da boste še naprej tako lepo skrbeli za prihodnost akrobatskega rock'n'rolla, ki naj ostaja v slovenskih rokah, kar se tiče zmag. Čestitke. Hvala lepa.